podnebne spremembe so že tukaj, ne? To ni nekaj, kar bo prišlo s časom, tako da v letu 2025 jih bomo čutili še mnogo bolj kot danes, ne? In seveda vsako mesto ali pa vsaka skupnost mora dve nalogi si zadati in jaz upam, da jih bojo tudi mladi pomagali izpolnjevati. Seveda prva je odpraviti vzroke situacije, kamor smo prišli, skratka zmanjšati emisije toplogrednih plinov na tisoč in en način. Ne gre samo za javni prevoz, gre seveda, da zmanjšamo našo neučinkovitost, da recimo niti en košček hrane ne roma v smeti, da seveda izboljšamo bivalno okolje, da ne porabimo toliko energije. Ampak to je samo del naloge. Seveda drug del je pa, da se moramo na novo stanje tudi prilagajati. Ne, vreme bo bolj ekstremno, bo bolj nevarno. Ljubljana seveda lahko doživi poplave, lahko doživi poleti sušo, primanjkljaje vode, ne, tako da zgradimo neko odporno družbo, pravzaprav na zelo preprost način, da izboljšamo prostorsko planiranje, da se učimo na napakah, ki nam jih kaže, ne, čas, da jih popravljamo, ne, in seveda, da stopimo skupaj. In tukaj brez mlade generacije, ki bo morala s podnebnimi spremembami živeti, nikakor ne smemo narediti nobenega koraka. Ljubljana kot kandidat za prestolnico ima v poletjih kar velik problem, da se pregreva. Jaz sem osebno tudi sodelujem v projektih, kako pravzaprav Ljubljano ohladiti. Namreč ne smemo podcenjevati previsokih temperatur, ki zlasti starejšim ali pa bolnikom naredijo pravzaprav lahko toliko škode, kot pa ta covid situacija, ne. Ljubljana tukaj ima polno možnosti in tudi ljudje so kar angažirani, no, v tej smeri in upajmo, da bo 2025 sprememba že vidna. Seveda podnebne spremembe in okoljski problemi so običajno stvar znanosti, ne, in seveda znanstveniki se sicer trudimo ljudem probleme približati, jih prepričati, ampak seveda kultura v širšem smislu zna to bolje. Zna dejansko na nevsiljiv, na mogoče bolj poljuden način in tukaj računamo na pomoč, ne. Po drugi strani seveda je pa tudi kultura žrtev sprememb v okolju. Saj za kulturo je kaj? Narava je kulturino platno, narava je kulturin oder, ne. Brez narave pravzaprav si sploh umetnosti ne znam predstavljati, ne. Tako da ja, moramo si pomagati, moramo si stopiti skupaj in to v teh letih, ki prihajajo do leta 2025, zlahka lahko storimo. Še ni neke celostne vizije pri nas, kako bi se spopadli s tem problemom, ker smo se do zdaj nekako zanašali na neko naravno zaledje gozdov, zelenega v mestu, a hkrati tudi gozdovi niso več tisto, kar so bili. Evropska prestolnica kulture in celoten čas priprave na njo je nekako soglasje tako v mestu kot na celotni urbani regiji, da se začnemo s tem zelo celovito, celostno ukvarjati. In smo se odločili, da bomo res naredili dolgoročno strategijo z konkretnimi cilji zmanjševanja ogljičnega odtisa, prilagajanja na podnebne spremembe, s ciljem večje odpornosti na spremembe in tudi, če ne drugače, preprečevanje vseh teh hudih posledic, ki nas čaka, ki niso samo podnebne, so tudi socialne, kot vemo, da se pravi vse katastrofe vedno udarijo najbolj ranljive. Če se resno lotimo tega, pripomoremo k nekemu večji enakosti vseh nas, se pravi, gre za neko solidarno družbo, ravno o tem govorimo, o podnebni pravičnosti. Se pravi, strategija je ena izmed tistih ključnih izzivov, ki nas čaka, bo pa delana malo drugače, ko smo ponavadi navajeni, ponavadi se to pa par strokovnjakov usede in spiše. Ta naš načrt pa je, da delamo to čim bolj participatorno, se pravi, da vključujemo tako mestno upravo, od katere pričakujemo resen tak kreativen pristop, kot hkrati prebivalce mesta. En izmed načrtov je seveda ozelenjevanje streh, fasad, skratka gre za drugačen način planiranja mesta. Ljubljana in njeno zaledje je pravzaprav en tak hibrid ruralnega in urbanega. Zadnjih par deset let smo se zelo trudili nekako tudi v planiranju mesta narediti Ljubljano bolj urbano. Zdaj pa, medtem ko zdaj svetovni trend je pa velikih urbanih središč, da postajajo bolj ruralne. In se pravi, Ljubljana s to svojo komponento ruralno-urbanega ima v bistvu odličen potencial. Ko govorimo o solidarnosti, ko govorimo o okolju, ko govorimo o Evropski prestolnici kulture, je to krasen izziv tudi za nas, da se dejansko ukvarjamo s kulturo sobivanja, s kulturo sodelovanja, s kulturo raznolikosti, večja skupna skrb, se pravi nek poziv k tudi nekemu večji odgovornosti vseh nas kot posameznikov in mesta kot neke skupne entitete in zaledja lahko kar veliko naredimo, ne.